Lepo pozdravljeni. V Nuklearni elektrarni Krško se je po 30. gorivnem ciklu oktobra začel redni remont. V slabem mesecu dni, kolikor naj bi ta predvidoma trajal, so poleg zamenjave goriva in rednih vzdrževalnih del izvedli nekaj večjih tehnoloških posodobitev, ki jih lahko opravijo le med remontom. V 30. gorivnem ciklusu, ki se je začel po končanem remontu 1. maja 2018, je Nuklearna elektrarna Krško v omrežje oddala 8,38 milijarde kWh električne energije, kar je 1,14% več, kot je bilo načrtovano. Samo v tem letu, v letu 2019, smo proizvedli že 4,5 gigavatnih ur, kar je podobno 1% več, kot smo predvidevali. Obratovali smo skupaj cel obratovalni ciklus, kar je preko 430 dni neprekinjeno. Obratovali smo s popolno integriteto jedrskega goriva, s popolno integriteto vseh sistemov, kar nas seveda veseli. Ti dosežki pa jih ne uspavajo, poudarja Rožman. Vsi dosežki nas ne uspavajo. Te dosežki nas spodbujajo in motivirajo, da ostajamo fokusirani in osredotočeni na vse podrobnosti in na vse izzive, ki nas čakajo, ne samo skozi letošnji remont, ampak ki nas čakajo tudi v naslednjih letih, v naslednjem obratovalnem ciklusu. Po temeljitih pripravah, ki potekajo vse od konca lanskega remonta, se je danes z izključitvijo elektrarne iz elektroenergetskega omrežja začel redni remont. Trajal bo predvidoma slab mesec dni. Ono što je karakteristično, znači za svaki remont, to je da ćemo zamijeniti polovicu nuklearnog goriva u reaktoru, zatim vršiti inspekciju starih gorivnih elemenata koji će se koristiti i u sljedećem ciklusu. Izvešćemo brojne aktivnosti održavanja, operativne aktivnosti, izvešćemo brojna testiranja opreme koja se ne mogu izvoditi u vremenu dok elektrana radi, već samo u stanju remonta. I također ćemo implementirati određeni broj projekata, znači zamjene opreme, modifikacije, koji na neki način podupiru dugoročni rad elektrane. Nekatere modifikacije so vezane na zamenjavo dotrajane opreme, druge pa na program nadgradnje varnosti. Ta nadgradnja varnosti je bila razdeljena v več faz. Prva je bila izvedena v letu 2014, predvsem v remontu. Druga in tretja faza še potekata. Drugo fazo bomo zaključili skoraj v celoti v tem remontu 2019. Naj omenim glavno aktivnost, to je zaključevanje aktivnosti na pomožni komandni sobi. Ta naj bi bila polno operabilna po remontu 2021. Tretja faza pa obsega gradnjo nove, posebej utrjene varnostne zgradbe. V njej bodo nameščeni dodatni rezervoarji hladilne vode in dodatni varnostni sistemi. In pričakujemo, kot rečeno, da bi tudi ta tretja faza bila v večjem delu zaključena po remontu, po naslednjem remontu 2021. Pfeiffer je med drugim še opozoril na problem odlaganja nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov. V 30. gorivnem ciklusu so v Nuklearni elektrarni Krško uskladiščili 233 standardnih paketov z nizko- in srednje radioaktivnimi odpadki, skupne prostornine 54 kubičnih metrov. Lani so na sežig poslali 350 sodov z gorljivimi jedrskimi odpadki. Za zagotovitev skladiščenja teh odpadkov smo izvedli še zadnji interni ukrep, ki je v naši pristojnosti in je res zadnji čas, skrajni čas, da se pristojni organi obeh držav začnejo ukvarjati z gradnjo končnega odlagališča nizko- in srednje radioaktivnega odpadkov. Nuklearna elektrarna Krško sicer v letih z remontom proizvede 5,5 milijarde kWh električne energije, v letih brez remonta pa 6 milijard kWh. V Brežicah so gostili 28. forum odličnosti in mojstrstva. Odgovore na temo spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva so iskali na 3 panelih. Prvi je bil namenjen področju vzgoje in izobraževanja, drugi področju kulture, tretjega pa so posvetili gospodarstvu.
V Viteški dvorani Brežiškega gradu so na 3 različnih panelih iskali rešitve za spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva. Prvega, ki so ga namenili področju vzgoje in izobraževanja, je vodila ravnateljica Osnovne šole Brežice Marija Lupšina Novak. Nekako povezujemo rastočo knjigo s tem forumom odličnosti. Nekako se te vsebine prepletajo. In naše vrednote, ki jih promoviramo skozi rastočo knjigo, so nekako izpostavljene tudi na tem 28. forumu odličnosti, mojstrstva in odličnosti. Gre za vrednote, ki nakazujejo osebno in kulturno rast posameznika in družbe kot celote. To gre za zadeve o tem, kako razmišljamo, če znamo kritično razmisliti, če znamo presojati, če znamo digitalne kompetence pravilno uporabljati, če dopuščamo otrokom pravzaprav, da dajo neke pobude, ki so na prvi pogled čisto neprimerne, ampak rekli so že stari modreci, da vsaka ideja je bila najprej zelo morda neprimerna, pa se je pa izkazala kot primerna. Na drugem panelu so se posvetili spodbujanju povezovanj na področju kulture in iskanju sinergije z gospodarstvom. Kjer ne govorimo samo o turizmu, ampak neki taki sinergiji, ki se mi zdi, da je izjemno pomembna in možna, kar dokazujejo številni recimo podatki. Tudi ta naš projekt Gradovi Posavja je en tak primer poti k odličnosti medsebojnega sodelovanja. Forum so sklenili s panelom, ki so ga naslovili Izzivi za pot k nadpovprečnosti. Sogovorniki so vsak svojega vidika razpravljali o možnostih in priložnostih v Posavju. Po naši analizi imamo v Posavju kar nekaj priložnosti. Če pogledamo, kje imamo še centre moči, tako imenovane, imamo kar polovico papirne industrije še v Posavju. Zelo močni smo v občini Sevnici na področju lesarstva, ker je en velik grozd s to dejavnostjo povezanih podjetij, in pa seveda po celem Posavju smo močni na področju kovinsko-predelovalne industrije in naše mnenje je, da bi v prihodnje lahko naredili velik napredek na teh 3 področjih. Po Goriškovih besedah imamo v Posavju več kot tretjino podjetij, ki dnevno živijo poslovno odličnost. So inovativni, so mednarodno usmerjeni, so odlični na področju dnevnih sprememb, nimajo težavi s kakovostjo. Skratka, ta podjetja se s poslovno odličnostjo ubadajo vsakodnevno, ne želijo pa se nekako promovirati. Zakaj ne, to težko odgovorim. Predstavnik strateškega odbora forumov odličnosti in mojstrstva Janez Gabrijelčič je izpostavil, da so forumi namenjeni ohranjanju nadpovprečnosti doma, v Brežicah, v Posavju. To pomeni, da želimo, da bi podobno kot so že naši predniki bili na skoraj vseh področjih življenja in dela nadpovprečni, ampak so delali v drugih državah. Zdaj naj to spodbudi in spodbuja nenehno naše ljudi in Brežicane, da so tudi oni sedaj nadpovprečni. Dejstvo je seveda, da v občini Brežice se trudimo predvsem zagotavljati kakovost, za katero si pa želim, da pride v odličnost na vseh področjih. Seveda o tem se največ mogoče govori v gospodarstvu, manj se pa govori v javnem sektorju in pa seveda v drugih dejavnostih. Zato seveda mi na občini spodbujamo odličnost tako seveda v javnem sektorju, v naših zavodih, pa tudi v nevladnih organizacijah, katere imajo vse bolj pomemben vpliv v občini Brežice. Molan še doda, da občina Brežice tudi s tem postaja lep primer odličnega razvoja v Sloveniji. Zadnja leta so vse prej kot naklonjena sadjarstvu. Po 2 zaporednih letih pozebe je lani sledila preobilna letina, za povrh pa še nekontroliran uvoz cenenega sadja, predvsem jabolk. To je sadjarje spodbudilo k iskanju rešitev, zato so nekateri začeli zasajati nove sorte jablan. V Arnovem Selu so predstavili sorto Bonita, ki je bila vzgojena na Češkem. Pri Koršičevih v Arnovem Selu v teh dneh poteka obiranje nove sorte jabolk Bonita. Da so pridobili lastništvo za Slovenijo, so ustanovili zadrugo Tibona, ki šteje 11 članov, v glavnem pridelovalcev. Mi smo se odločili, da moramo nekaj narediti, glede na to, da smo sadjarji v strašni krizi. V bistvu smo imeli 2 pozebni leti, totalne pozebe, praktično brez pridelka. V preteklem letu je bil preobilen pridelek, poleg tega je bil velik uvoz, nekje po eni oceni čez 30%,
cenenih jabolk je bilo uvoženih, potrebno je bilo nekaj narediti. Narediš pa lahko nekaj z nečim novim. Iskali so lepo, dobro, sočno, atraktivno sorto jabolk, ki je hkrati odporna na bolezni. Odločili so se za Bonito, ki izhaja iz ugledne družine. Njena starša sta Topaz in Pink Lady, pove Koršič. Tako da Bonita je odporna sorta, je izredno lepa, kakor se vidi, tudi zelo sočna, čvrsta, tako da je takšna, kakršna je primerna za današnjega potrošnika. Ima tudi prijetno kislino, sladkorje. Zaenkrat zgleda, da je to prava stvar za slovenski trg. Gre sicer za klubsko sorto. Trenutno jo pridelujejo še v Italiji, Avstriji, Franciji, državah Beneluxa, na Madžarskem in Češkem. Bonito sorto kot tako smo uspeli po parih letih pogajanj z lastniki licence iz Italije, to je konzorcij južnotirolskih drevesničarjev, smo uspeli pridobiti in smo med prvimi praktično v svetu, ki to sorto širimo. Ne omejujejo se le na posavski prostor. Njihov cilj in vizija je, da se Bonita razširi po vsej Sloveniji. Koršič ob tem omeni, da so projekt Bonite skupaj z Biotehniško fakulteto ter novomeškim in mariborskim zavodom Kmetijsko-gozdarske zbornice prijavili na razpis Evropskega inovativnega partnerstva. V okviru tega projekta bomo poskušali narediti kompletno storitev za sadjarje, od same tehnologije, zasnove tehnologije, tako da bojo praktično na koncu enotna navodila, do marketinga in na koncu do potrošnje. Pri Koršičevih imajo 7 hektarjev in pol sadovnjakov, od tega je Bonite 1 hektar, v pripravi pa še 1,5 hektara. Sicer pa imamo ta trenutek posajenih 11 hektarjev, to je pri naših članih. V prihodnosti pa imamo nekje, to je ena zaveza, najmanj 7 hektarjev letno, najmanj, v naslednjih 5 oziroma 7 letih. Pogodbo z lastnikom sorte imamo pa 11 let. Do zdaj so v projekt pridelave Bonite skupno vložili približno 250 tisoč evrov. V starem mestnem jedru Krškega so nedavno odprli mestno vilo. V staromeščanskem objektu se nahaja 5 sodobno opremljenih apartmajskih stanovanj, ki so nekakšna kombinacija med klasičnim stanovanjem in hotelsko sobo. Prostori so namenjeni tako klasičnemu, predvsem pa poslovnemu turizmu. Hišo v starem mestnem jedru Krškega je podjetnik Dejan Stanič kupil leta 2006. S temeljito prenovo je želel hiši dati nove vsebine in mestu ponuditi nekaj več. S tem objektom smo videli priložnost obnoviti eno lepo mestno hišo, starejšo, ki je, mislim, da zdaj to tako prav lepo izpadla. Namen je bil pač seveda umestiti neke poslovne dejavnosti. No, tako da potem je, ko je bil projekt dokončan, je pač izpadlo tako kot sedaj, da v pritličju je 160 kvadratov prostora za neko mirno poslovno dejavnost. V nadstropju prvem in drugem in mansardi se pa nahaja 5 apartmajskih stanovanj. Stanovanja so popolnoma opremljena in namenjena tako klasičnemu kot poslovnemu turizmu. Slednjemu sicer namenjajo nekaj več pozornosti, saj se ravno potem kaže precej zanimanja in potreb strani gospodarskih družb, ki sodelujejo s tujimi strokovnjaki. Prve goste iz tujine je mestna vila dobila že kmalu po predaji objekta v porabo. Povpraševanje za dolgoročno bivanje so nekateri že izkazali, interes za kratkoročni najem pa se kaže predvsem za čas remonta v Nuklearni elektrarni Krško. Pri zasnovi in obnovi hiše so izhajali iz potreb po novih stanovanjskih kapacitetah v mestu. Prednost pa so namenili predvsem udobju. To so te linije, so vsem bolj ravne, tudi pač v mislih je treba imeti, da bo to ljudje uporabljali, tako kot ljudje uporabljajo, ne bo to za neko domačo uporabo. Kljub temu je pa vsem tega lesnih vložkov toliko, da je to nekako toplo ostalo, pa domače bomo tem rekli, tako bi bilo prav. Pa svetlo je, pač to je bilo zelo pomembno, to sem Dejanu velikokrat govoril, naj da dobre luči noter, naj bo to svetlo prostor in je upošteval. Skupnih površin urejenih je 700 kvadratov, nekje 700 kvadratov, tega, kot sem rekel, je 160 poslovnih, cca 500 pa je stanovanjskih površin. Obnova hiše je sicer potekala v 2 fazah.
Leta 2010 so se lotili rekonstrukcije objekta z namenom pridobitve 3 stanovanj, poslovnih prostorov in restavracije v pritličju, a se je ustavilo takoj po zasnovi. Projekta namreč niso mogli izpeljati, ker so naleteli na težave pri pridobivanju dovoljenj strani občine Krško, ki je tedaj na tem območju v svojem občinskem podrobnem prostorskem načrtu umeščala nove prostore knjižnice. Projekt je za nekaj let zastal, na kar so ga spremenili in se odločili za izgradnjo 5 apartmajskih stanovanj in poslovnih prostorov v pritličju objekta. No, v 2018 in 2019 pa je nastopila druga faza, notranje ureditve in opremljanja objekta. Sprememba projekta je bila izziv tudi za izvajalce. Definitivno tudi to, da so se vmes specifikacije spremenjale, da je bilo prvo, tako kot je Dejan omenil, da je bila prvo želja po teh nekih poslovnih objektih, potem so pa iz tega ratala stanovanja. Tlori se prilagajati, in to je ena gospodična delala, verjamem, da je imela kar veliko dela, s tem, plus vse te kopalnice potem noter umestiti in zato je to bolj kompaktno, ampak hkrati se ste videli tudi še kar prostorno. Prostorna je tudi atrijska terasa, opremljena z mizami in stoli in namenjena sproščanju stanovalcev, druženju in sestankom. Družba Kostak je v sodelovanju z Geološkim zavodom Slovenije učencem in dijakom skozi delavnice predstavila geološki steber Krškega z okolico in model vodonosnika Krškega polja. V Sloveniji pitno vodo večinoma pridobimo iz podzemne vode, kar velja tudi za občino Krško. Strokovnjaki iz Geološkega zavoda so z zanimivo razlago učencem in dijakom približali svet kamnin in razširili njihovo znanje o vplivu geologije na družbo ter poudarili pomen varovanja naravnih virov za prihodnost, še posebej pitne vode. Za lažje razumevanje geološke zgradbe našega območja so najprej predstavili geološki steber Krškega, ki predstavlja 270 milijonov let geološke zgodovine. Prikazuje pa spreminjanje okolij skozi geološki čas. Vmes pa so prikazane tudi, kje na tem območju najdemo mineralne surovine in kje so tiste kamnine, ki v vaše domove pripeljejo pitno vodo. Pomen varovanja pa je bistven, kajti že posamezna lokalna onesnaževala lahko na takšnem območju, kot je Krška kotlina, močno in hitro onesnažijo podzemno vodo, kar pa si seveda nobeden od nas ne želi. Poleg geološkega stebra, ki se nahaja ob pešpoti Krško-Žadovinek v bližini Vežice na Krškem pokopališču, so predstavili model vodonosnika Krškega polja in strukturne značilnosti, ki se pojavljajo na tem območju. Z modelom lahko prikažemo upadanje in pa nihanje oziroma nihanje gladine podzemne vode in pa v bistvu kaj vse vpliva, kakšni so vplivi na onesnaženje podzemne vode v vodonosniku in tudi v bistvu na primeru tukaj Krškega polja. In kaj najbolj vpliva na kakovost pitne vode? Vpliva vse dejavnosti, ki jih v bistvu izvajamo ljudje. Tukaj na tem območju je največji izvor onesnaževal v bistvu kmetijstvo in pa problem nitrata, sicer ni tako, ampak nitrata je še največ v podzemni vodi. Najdemo pa tudi razna druga organska onesnaževala, kot so kakšni pesticidi, tudi izdelki, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, torej izdelki za osebno nego, razne kozmetike, sladila kakšna, tudi kakšni benzeni in pa tako dalje. Pobudnica postavitve geološkega stolpca Krškega polja in izvedbe delavnic je geologinja Nina Leskovar-Ferme, ki v družbi Kostak skrbi za kakovost pitne vode. Namen tega dogodka je, da tako kot vseh ostalih naših dogodkov, je, da učencem predstavimo pomen varovanja okolja, predvsem gre za pomen varovanja vod, podzemnih vod, kako lahko z našim dejanjem vplivamo na kakovost podzemnih vod in s tem pitne vode. Zavedamo se, da je varovanje okolja za nas, za sedanji čas in za prihodnost zelo pomembna, zato zelo veliko delamo na tem ozaveščanju in zato je tudi današnji dogodek zelo pomemben. Delavnico so udeležili učenci 5 osnovnih šol in dijaki gimnazijskih oddelkov šolskega centra Krško Sevnica. V 4 terminih je pri predstavitvah sodelovalo približno 100 učencev in dijakov ter njihovih mentorjev. Spoštovani gledalci in gledalke, spremljali ste gospodarski pregled v posavskih občinah. Hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.